Družina Maroša ima v vasi Melenec pri Beltincih pravo poljedelsko kmetijo. Kmetujejo na velikih površinah in kot pravijo, sejo le tiste kulture, za katere lahko računajo, da se jim bodo finančno izplačale. Seveda se jim računi ne morejo vedno iziti, a ker je njihov izbor kultur precej drugačen kot v povprečju, lahko računajo na boljši finančni izplen. Pretežno s poljedelstvom, potem delamo tudi strojne usluge, imamo zelenjade, nekaj zelenjadnic, pa zelišča. Katera zelišča bi izpostavil? Izpostavil bi meliso, meto, ameriški slamnik, pegasti badel. Imamo še tudi drobni cvetni vrbovec, pa kamilico. Kamilico na kakšnih površinah imate kamilico? Kamilico nimamo 10 arov mogoče. Kaj pa s konopljo? Konopljo pa imamo po par hektarov, prej smo imeli tudi do 30, zdaj smo sicer to zmanjšali. Pač prilagajamo se trgi, ne? Kaj trg rabi, tiste kulture mi pridelujemo. Prodajate sami? Sami pa prek vele trgovcev. Kakšen delež predstavlja malo prodaja? Malo prodajamo, 10%. Tako mi prodajamo 10, 20. Imate že naprej znane kupce za posamezno kulturo? Ja, večinoma že zdaj tako prakticiramo, imamo naročeno proizvodnjo. Zato, ker drugače ne gre, mi pridelamo, te pa ne moreš prodati. Oziroma lahko prodajaš samo po nižji ceni, vsi te izsiljujejo. Zdaj pa, če se zmeniš, naprej imamo določene pogodbe, so določene odstopanja, vendar več ali manj se pa oboje držimo. Kakšen delež predstavlja ekološka pridelava? Ekološka pridelava pa predstavlja 3/4. Obisk družine Maroša je potrdil staro tržno zakonitost. Kdor se bo odločil za pridelavo masovnih kmetijskih pridelkov, nikoli ne bo zadovoljen z odkupnimi cenami. Kdor pa ima na svojih poljih zasajene nišne kulture, lahko računa na višji hektarski prihodek. In izzivov za kaj takega je res veliko. Najprej na manjših površinah preverijo tehnologijo pridelave. Potem preverijo, ali obstajajo na trgu kupci. Sklenejo pogodbo o pridelavi in šele nato se lotijo kmetovanja. Strojni park imate različen, tako da je prilagojen različni kulturi? Ja. Imamo močen strojni park, imamo 2 kombajna, velikega 8 traktorov, velike prikolice, tako mi žanjamo pa odpeljamo tudi stranke s prikolico, imamo 4-18-tonske prikolice. Radi bi upeljali novo dronsko tehnologijo, a to za sedaj še ni mogoče. Ja, zanimivo je dronsko šupljenje, samo pri nas še ni dovoljeno. Bil sem že na pari predstavitvah, meni je všeč, lahko greš tudi, kdaj je mokro vse, ne tlačiš njiv, parcel, hitreje si gotov. Ekološka proizvodnja je znatno dražja kot klasična in tudi pridelki so nižji. Tu se giblje pšenica okrog 4 tone do 4,5, pira 3,5 do 4. Odvisno je, vse je odvisno zdaj, ko mi dosti češemo, zdaj pa od vremena, če je deževno ali kaj, ne moreš na njivo in plevelje rastejo, potem pa zadušijo slabše pridelek. Polja na kmetiji Maroša dišijo drugače. Melisa, menta, kamilica, pegasti badel, ekološka pridelava žit so rezultat družinske sloge, ker skupaj podjetno kmetujeta 2 generaciji.